Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o avtofagiji in o procesu samoobnove. To je znanje iz knjige Ko imajo duše žur v modrem poglavju. Sem govorila o tem, kako v bistvu lahko s hrano, zelišči in s pozitivnim mišljenjem vplivamo na dobro počutje našega telesa. Zdaj, če recimo pogledamo tukaj podočnjaki. Podočnjaki so povezani z zastajanjem vode v telesu, slabše delovanje ledvic in nadledvičnih žlez. To je posledica stresa in negativnih čustev ali pa tudi odzivanja na stres. No, v glavnem, hrana, ki vsebuje ogromno vitamina B, pomirja. V glavnem, poleg tega si lahko pomagamo z minerali, kot je recimo magnezij. Zvečer uživajte skuto z avokadom, stebli zelene in nič kruha. Gluten v pšenični moki vpliva na odtekanje telesa. In to lahko sami preizkusite, če boste danes zvečer jedli recimo bel kruh. Boste videli, da zjutraj se boste počutili tako težki, polni vode. Medtem po drugi strani, če boste pa jedli zvečer samo zelenjavo pa beljakovine, boste videli, zjutraj se boste počutili tako lahkotne. In prav noge, sploh če zjutraj delate tibetanske vaje, lahko občutite, da so pač lahkotne. No, potem si lahko pomagate s čajem zlate rozge. Zlato rozgo dobite v vseh lekarnah v jesenskem času, od avgusta naprej jo lahko tudi sami naberete. Raste povsod. Katera roža je to? To je tista rumena zlata roža, ki raste ob avtocestah. To je kanadska zlata rozga, ki je zdravilna. Obstaja pa tudi naša avtohtona slovenska zlata rozga, ki jo pa najdete na višje ležečih področjih, sploh ob obronkih gozdov. No, potem imamo pa tukaj čustveni vzrok, stres, strah, oklepanje uma, oklepanje ega, potreba po nadzoru. V glavnem, preverite z mišičnim testom. V duši nosim globok strah pred nujnimi spremembami. Strah me je resnice, lahko je povezano tudi s sovraštvom do določene duše, ali pa recimo strah me je postaviti meje, ali pa strah me je izgubiti družino. No, v glavnem, seveda pomagajo pozitivne afirmacije, če si boste govorili: dovoljujem, da me vodijo nebesne sile, dovoljujem, da občutim mir, ampak dokler ne boste počistili kot, ki vas zadržujejo nazaj, ne bo nič pomagali. No, zdaj pa kje začeti? V glavnem, potem sem šla naprej pa pisati proces samoobnove in pomlajevanja telesa, proces avtofagije. In kdor od vas je prebral knjigo Skrivnost Šambale, to je zbirka, se pravi Celestinska prerokba, potem je Skrivnost Šambala, je druga knjiga. In tukaj noter v tej knjigi imate napisano: legende pravijo, da bodo ljudje najprej spoznali resnico o hrani oziroma to, kaj naj jedo. Šele potem, pravijo legende, se bodo lahko zares odprli notranjim virom energije, ki bo še zvišala raven njihove vibracije. No, in danes bomo govorili o tem, kako spodbuditi notranjo vibracijo samopomlajevanja. Se pravi, prva stvar, znanje o hrani. Zdaj bomo pa šli na celično raven, ker moramo razumeti, da energija se proizvaja v celicah. No, in zato imam tukaj napisan avtofagija in zdaj gremo na celico. Jo, kakšno jajce je nastalo, ampak v glavnem, celice so različnih oblik. Prvo zadevo moramo razumeti, da celico obdaja membrana, ki je po večini iz maščob, pomeni, da je 75% celične membrane iz maščob, 25% je pa iz beljakovin. In tukaj so beljakovinski vhodi v celico, se pravi 25% je beljakovin. In to je prvo znanje, ki je potrebno, da razumete, da če vi ne nahranite celice, kako naj vaše celice delujejo s polno paro. Se pravi, vi če želite pospešiti samoobnovo, potrebujete beljakovine in maščobe. To je prva zadeva. In kje se zatakne? Ljudje, ki se trudijo zdravo živeti, ki se odločijo za bolj zdrav stil življenja, ki se celo odločijo mogoče za
vegetarijanstvo, za veganstvo, enostavno v poplavi informacij sledijo nečemu, mogoče pa majčkeno premalo poslušajo svoje signale in drugo stvar, majčkeno zdrave kmečke pameti. Zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker, glejte, jaz leta nazaj sem nekje pobrala, da če želiš se zdravo prehranjevati, moraš iz svoje prehrane izključiti meso, da to ni pač zdravo jesti preveč mesa. In ker nisem ljubitelj mesa, sem pač dala iz svoje prehrane večji del mesa, jedla sem pa pač ogljikove hidrate, ker so mi dobri, testenine, krompir, meni je pač to dobro, kruh in zelenjavo. In sploh v večernem času, sploh ko je bila ta pomladi, ta nova solata, skleda solate, pa en kos kruha, pač pri hiši je bil bel kruh. In ni mi bilo logično, zakaj se redim, čeprav skoraj nič ne jem. Prav zato, to je prva zadeva. In poglejte, kje so tukaj noter maščobe, pa še to na tisto solato sem dala navadno rafinirano olje, in kje so beljakovine. Če bi bil v tej skledi solate, če bi bili črvi, ja, bi bile beljakovine, ampak jih ni bilo. Jaz sem jedla za to večerjo skoraj nič maščob in same ogljikove hidrate. In kaj se je zgodilo? Jaz sem dobesedno te celične vhode, ki morajo imeti dobre maščobe in beljakovine, blokirala, in ker hranilne snovi niso šle v celico, sem se jaz počutila kako? Utrujeno. Jaz sem bila tako, brez energije. To je zdaj prva zadeva. Nisem razumela delovanje celice. Druga zadeva, kar nisem razumela. Mi imamo v celici noter mitohondrije. Mitohondriji imajo ravno tako membrano in ravno tako kot ta celična membrana, membrana mitohondrija je sestavljena iz beljakovin in iz maščobe. In to je zdaj druga zadeva. V mitohondrijih se proizvaja energija. In da mitohondrij pride do vžiga, zdaj mogoče boste rekli, to je vse tako komplicirano, pa ni. Mitohondrij, da pride do vžiga, to je v bistvu peč, da zakoriš to peč, potrebuje C-vitamin in potrebuje magnezij in potrebuje B6 vitamin. Pejmo na mojo solato, kam sem napisala, jaz upam, da vidite B6 vitamin, ampak ok, tudi če ne vidite, se pravi C-vitamin, magnezij, pa B6 vitamin. Pejmo na mojo solato, pa kruh. C-vitamin je v solati, absolutno. Magnezij, ga ni, ga ne more biti, ker magnezij dobimo v oreščkih. V belem kruhu ni nič magnezija. B6 vitamin je v solati, ne, ni ga. B6 vitamin ga dobimo v mesu, ga dobimo v skuti, v jogurtu, v kefirju. Se pravi, moja večerja, ta skleda solate pa kos kruha, ni vsebovala nič od tega, no skoraj nič, samo C-vitamin. Se pravi, hranilne snovi niso mogle iti v celice, mitohondriji se niso zmogli napolniti z energijo. Poleg tega, mi imamo v celici celično jedro, ki je ravno tako obdano z membrano, se pravi, spet potrebujemo maščobe in beljakovine. Poleg tega imamo pa v celici noter DNK, zdaj pa pojmo narisati DNK. To je vijačnica DNK-ja in tukaj gor so kromosomi. In kromosomi so vpeti na vijačnico z elastiko, ki se imenuje telomer. To je v bistvu ena taka elastika, ki je gor vpet, jaz tako razumem, pač ta kromosom. No, in raziskave so pokazale, da celično pomlajevanje lahko spodbudimo, če spodbudimo obnovo teh telomerov, te elastike. No in do tega so prišli 3 znanstveniki, ki so odkrili, da dejansko delajo so poizkuse na miših in so prišli do zaključka. Glejte, vam bom prebrala. To je iz knjige, ko imajo dušežur, tukaj noter imate točno opisan, kaj potrebujete za celično pomlajevanje. Se pravi, članek, ki je bil objavljen leta 2010 v prestižnem časopisu Nature, se pravi Nature, je bilo opisano, da so
miši obravnavali tako, da so odrasle brez tega encima telomeraza, ki proizvaja tele elastike. Posledica tega je bila, da so bile brez encima, ki bi lahko popravljal njihove telomere, se pravi zaradi tega so se miše hitro starale in to hitreje kot običajno. Miše so razvile enake simptome, kot jih povezujemo s človeškim staranjem. Pojav osteoporoze, sladkorna bolezen tipa 2, odmiranje možganov, pojav demence. In v glavnem znanstveniki so napisali, da so potem te miši en mesec obravnavali na način, da so jim dodajali encime in da so v bistvu so se popravili te elastike so se popravile. In prišli so do zaključka, dobesedno do fontane mladosti. In so napisali, da so se organi, vranica, jetra, črevesja so se obnovili iz degenerativnega stanja in po enem mesecu so te stare miške, ker so bile celično stare, dejansko tako pomladile, da so postale popolnoma plodne. Zdaj pa kaj to pomeni? Da če v večernih urah vi vzamete vitamin B12, če v večernih urah vzamete vitamin B9, to je folna kislina, če vzamete C-vitamin od 1000 do 3000 mg, če zvečer vzamete E-vitamin, cink in magnezij, se dejansko vaše stanje teh celic tako močno obnovi, da se vaša energija vrne, ne vem, na stanje 20-30 letnika. Zdaj pa mogoče rečete, pa to ni mogoče. Glejte, mogoče je vse, v kar verjamete. In ena stvar, če mi razumemo najprej tehnično delovanje našega telesa in če mi stradamo naše telo vitaminsko, od kje mislite, da bo prišla ta obnova? In sploh tisti ljudje, ki sledijo tej moderni dieti, da 8 ur ješ in potem 12 ur ne ješ nič, da stradaš, da piješ samo vodo, ne morejo zagotoviti celicam dovolj obnove. Se pravi, zdaj pa sploh ta celično pomlajevanje lahko spodbudite stresom, s postom, se pravi, s tem, da se pustite, ampak nikakor ne, da spuščate obroke. Zdaj pa pomislite, to ne gre skupaj. Se pustim, pa izpuščam obroke. Ja, post naredite od ogljikovih hidratov. Se pravi, 12 ur ne smete jesti nič ogljikovih hidratov. Lahko pa jeste to, kar je pomembno za vaše celice. Se pravi, maščobe in beljakovine. A vam zdaj po kmečko povem, vi lahko jeste zvečer, popoldan, recimo popoldanska malca, imate beljakovine, recimo pršut, pa olive. Se pravi, imate maščobo in beljakovine. Pa nič kruha. Lahko jeste zvečer, pa naredite si mocarelo pa paradižnik. Seveda, ker imate mocarela je beljakovina, paradižnik je ogljikov hidrat, ki ima nizek glikemični indeks in dodate gor recimo veliko količino olivnega olja. Lahko si pripravite recimo inčune, pa date čez ogromno olivnega olja, pa stisnete limono, pa jih pojeste z olivami. Nikakor pa ne smete dati noter kruha. In boste videli, na ta način se bo vaša celična energija začela povečevati in jaz večer pred spanjem vzamete kot prehransko dopolnilo, to vam pa res priporočam, vzamete omega 3, zaradi tega, ker dobite maščobe, beljakovine, mogoče, če vidite, da imate premehno količino beljakovin, lahko si vzamete polovico šejka, to jaz delam, dejansko to jaz delam. Jaz večer vzamem C-vitamin, 1000 mg, se pravi 3 C-vitamine vzamem, zvečer omega 3. In ja, zdaj pa tale magnezij, jaz jemljem kalcij pa magnezij. Zakaj? Ker vidim, da nimam krčev, ker vidim, da imam energijo, ker vidim, da se dobro počutim.
Ja, uporabljam tudi kislo sadje, kot so limone, borovnice, maline. Zaradi tega, ker dobim na ta način in nekaj vlaknin, nekaj C-vitamina. Seveda uporabljam zdravo hrano. Glejte, čistko, vsi smo v procesu staranja, pač tega nihče ne more ustaviti, ker smo pač na zemlji. Ampak lahko mogoče majčkeno počasnimo ali pa spodbudimo ta proces samoobnove. Čistko, jaz zase govorim. Jaz želim biti na zemlji še vitalnih 40 let. Se pravi, tam 94 let, ok, v redu, podpišem. Ampak ne, da bom zadnjih 30 let krepala, da bom utrujena, da se bom vlačila po bolnicah in da se bom z vrstniki pogovarjala, na kjer pregled grem in na kjer kontrolo. Pač meni to ni življenje. Življenje je zunaj, življenje je vitalnost. In recimo, ko me nekaj boli v mojem telesu, jaz to vprašam moje telo, kaj mi sporočaš. In če dobim odgovor, potrebuješ več spanja, si ga pač vzamem. Če moje telo mi pove, potrebuješ več zdrave hrane, to dam mojem telesu. Če mi moje telo, glejte, poslušajte, če moje telo dobi odgovor, potrebuješ sladko, ni nujno, da to sladko, te ogljikove hidrate, da skozi mene govori moje zdravje, ampak moja zasvojenost. In sledite zdravju. Tukaj noter, v modrem poglavju, ko imajo duše žur, boste najdeli odgovore. Katera zelišča vam bojo pomagala, katera hrana, predvsem pa kako spodbuditi tale proces samoobnove, celične samoobnove. In zdaj še ena stvar. Tele celične elektrarne, mitohondriji, če začnete malo migati, če pridobite majčkeno mišične mase, če, ne vem, kakšno stvar dvignete, tudi, ne vem, seveda, moje knjige so težke in ko jih nosim, pač dobivam mišice in delam na vrtu in fizično delam, ne, seveda pridobivam mišice, ker mišice so pa tiste, ker ena mišična celica, oziroma, ja, ima lahko celo 1000 mitohondrijev, dajte pomisliti. Ena celica ima lahko 1000 elektrarn, ki proizvajajo, ki delajo, ki spodbujajo. In ta proces avtofagije dejansko telo proizvaja ta proces med spanjem. Se pravi, zato je tako pomembno, da greste zvečer pravi čas spat in da če je kakšna možnost, da potegnete zjutraj kakšno urco, ker vsaka ura dodatnega spanja pomeni več obnove v vašem telesu, več rastnega hormona. Ker v bistvu to je zdaj tista osnova elektrarna, kjer se proizvajajo tudi hormoni, tudi obnova in vse ostalo. Tako da, jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala vse ostalo, mislim vse skupaj, ampak ni to težko. Osnova je to, da če se imam rada, bom poskrbela za to, da bom spala, da bom jedla, da bom pila. Zato, ker se imam rada, bom poskrbela, da ne bom v odnosih, ki mi predstavljajo stres, ampak se bom zahvalila za lekcijo. In ker se imam rada, seveda, delam meditacijo, izvajam zdravilno molitev dekodiranja in če karkoli v meni zavibrira, najdem vzrok, zakaj zavibrira. Nekje je vzrok. In, glejte, če se boste sprehodili po tej knjigi, po tej knjigi, ko imajo duše žur, boste dejansko prišli do odgovorov. No in proces samoobnove in pomlajevanja lahko pospešimo z aktivno molitvijo. Vsak atom začne utripati v ritmu ljubezni. Telo se uskladi, obnovi, prečisti in pomladi. Takrat, ko molimo, duša zažari. Takrat, ko molimo, se razsvetli. Misli postanejo bistre, žive in prodorne. Besede so tekoče, pozitivne in resnične. Življenje se uredi in vse stvari se postavijo na svoje mesto. No in zdaj, če zaključimo ta proces samoobnove, voda nas sliši v našem telesu in to je poskus, ki smo ga delali doma, še v Škofji Loki, in to je moja hčerka napisala na 3 kozarce. Na enega je napisala: rada te imam, poseben si, obožujem te, in na drug kozarec je napisala: sovražim te, baraba si, grd si, ti si nesposoben in tako naprej. In to je 3. kozarec, ki je bil nedotaknjen. In razlika, vidite, kako je očitna, se pravi,
besede, ki jih mi izrečemo, voda nas sliši, to je dr. Emoto iz Japonske je to dokazal. In če poleg tega, da zdravo jeste, še pozitivno razmišljate in vemo, da molitev spremeni strukturo naših celic in ponavljamo pozitivne afirmacije, nekaj se začne spreminjati in če ne drugega, se začne spreminjati to, da postajamo bolj mirni v sebi. In to je v bistvu največje samopomlajevanje. Se ni pomembno, koliko gub imamo in koliko jih nimamo, bolj pomembno je to, da smo v sebi mirni. Še to moram povedati. Tisti, ki imate še vedno sovraštvo do duše kakšnega človeka iz preteklih življenj, to se vam odraža na vašem obrazu. Sovraštvo ni, pustimo krščanstvo, pa smrtni greh, pa te zadeve. Ampak, če ne zmorete do nekoga občutiti sočutja, da sovražite njegovo dušo, ker vam je nekoč naredil toliko slabega, v tem primeru delajte na odpuščanju tej osebi, na odpuščanju do sebe, do svoje duše in začnite moliti. Zdravilno molitev dekodiranja, poleg tega pa začnite moliti, zdaj vam bom pa povedala, kako moliti Oče naš. Se pravi, to imate spet tukaj v tej knjigi, ko imajo duše žur, čakajte, in zdravilne molitve sem dala svoje poglavje in je tukaj meditacija, vidim cilj, moč vizualizacije, samo da najdem ta prave roke, dokončno očiščenje skozi molitev in meditacijo. In pravilno naj bi bilo Oče naš takole, in tudi jaz sama ga tako molim. Očka moj, ki si v mojem srcu, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k meni tvoje bogastvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Hvala ti za moj vsakdanji kruh in odpusti mi moje dolge, kakor tudi jaz odpuščam svojim dolžnikom, in pripelji me k rešitvi, da se rešim vsega hudega. Amen. In to pomeni, tako je, tako bodi, sedaj in za vekomaj. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, naj se v vašem življenju zgodi čudež novega.